Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V sklopu oddaje iz pomurskih občin smo se danes ustavili v občini Velika Polana, kjer ob sebi pozdravljam župana Damjana Jaklina. Torej, gospod župan, če mogoče za začetek vprašanje, čeprav smo že zakorakali pošteno v leto 2018, kakšno je z vašega vidika stanje v občini Velika Polana? Ja, na področju recimo infrastrukture, ki je potrebna za normalno funkcioniranje občine v smislu zagotavljanja življenjskih potreb za svoje občane. Lahko povemo, da smo v preteklem obdobju zaključili izgradnjo vsega nujno potrebnega. To pomeni tako vodovodnega omrežja, kanalizacije, čistilnih, javnih objektov in vse, kar gre zraven. In smo nekako na ta način zadovoljni, da nam je uspelo to tudi narediti z veliki meri pridobljenimi evropskimi sredstvi in na ta način razbremeniti v bistvu naše občane. Kljub temu, da smo se prej že pogovarjali, da je veliko postorjenega pri vas od vodovoda do kanalizacije, so pa zagotovo še kakšni načrti oziroma izzivi za letošnje leto, pa tudi za prihodnja leta? Ja, izzivov v bistvu, če želiš delati, nikoli ne zmanjka in mi, ko smo že pripravljali razvojni načrt občine, smo ugotovili, da za drugo fazo razvojnih izzivov, ki so vezani na podjetništvo in razvoj tudi malega gospodarstva, je ravno potrebno to, da zaključimo gospodarsko javno infrastrukturo. Kot že povedano, to je zdaj storjeno in nam je uspelo že lansko leto privabiti tudi investitorje v našo poslovno cono in moram povedati, da smo zelo veseli, da smo našli tudi skupni jezik z lastniki zemljišč. Investitorji so ta zemljišča odkupili in naša občina je bila tudi uspešna v okviru drugega poziva za dogovora za razvoj regij in poslovna cona Vidina je ena izmed regijskih projektov, ki upamo, da bo čim hitreje pristopil v izvedbo. S tem bo v naši občini odprti 25 novih delovnih mest v prvi fazi projekta, v drugi fazi pa se nadejamo še več. Kljub vsemu, kateri so pa mogoče tisti izzivi oziroma težave, s katerimi se pa soočate v občini, če so sploh kakšne? Ja, težave nažalost tudi ne zmanjkajo kot ne izzivi. Največja težava ne samo na občine naše, ampak tudi verjetno mnogih drugih je neurejeno financiranje občin, kar opozarja tudi Računsko sodišče Republike Slovenije. To neurejeno financiranje povzroča dejansko tekoči primanjkljaj, ki ga zelo težko nadomestimo z nekimi drugimi sredstvi, kajti v tej novi finančni perspektivi smo nekako občine tudi odrinjene od evropskih sredstev, govorimo predvsem za manjše občine. Ne glede na to nekako uspevamo še združiti en konec z drugim, zapreti vse te finančne konstrukcije za investicije in upamo, da bodo z novo vlado, ki bo upamo čim hitreje prišla, tudi nekdo ugotovil, da dejansko so občine tiste, ki nadomeščajo državo na lokalnem nivoju in dejansko skrbijo za višjo kvaliteto bivanja in življenja tako občanov kot tudi državljanov. Leto 2018 je zelo pomembno leto za občino Veliko Polana, obeležuje se namreč 110 let od rojstva pisatelja Miška Kranjca. Ob tej priložnosti boste pripravili veliko prireditev. Ja, pisatelj Miško Kranjec je rojen v Veliki Polani, mi se tega ne sramujemo, imamo pa občutek, da je dejansko slovenska tako literarna srenja, kot tudi vsi ostali, na Miška, ki je bil eden najbolj plodnih slovenskih pisateljev, pozabila. Jaz razlogov za to ne bom iskal, mi smo svojo dolžnost kot občina do svojega krajana in občana naredili in skupaj z partnerji in skupaj z družino pripravili celoletni program obeleževanja. Ta program je bil predstavljen v okviru tudi otvoritve prostorov nove knjižnice, ki smo jo naredili tako za potrebe osnovne šole, kot tudi za potrebe občanov. Sam program je povezan tako na literarne natečaje, na dogodke v organizaciji osnovne šole Miško Kranjec Velika Polana in na vrsto drugih dogodkov, s katerimi bomo nekako se spomnili življenjske poti oziroma življenjskih navad samega pisatelja. Tu govorimo o trgatvi v Miškovih goricah, pohod po Miškovi poti, ki ga opisuje v romanu Strici so mi povedali. Osrednji oziroma eden izmed najpomembnejših dogodkov pa bo septembrska svečana akademija,
kjer bo v okviru simpozija, ki bo predtem predstavljeno tudi še njegovo neizdano delo, ki je zdaj trenutno v fazi v uredniški obdelavi. In potem tudi želimo nekako Krajnca predstaviti z pogleda strani njegovih obeh sinov, kot tudi z pogleda Društva slovenskih pisateljev oziroma njegovih cehovskih kolegov, če tako povemo. Če se ne motim, ste uredili oziroma dodatno zakupili tudi nekaj vinograda, ki ga je imel, obdeloval sam Miško. Ja, potem, ko smo uredili samo domačijo pisatelja Miška Krajnca, smo predvsem zaradi raznih medijskih kritik, da noben ne skrbi za njegovo dediščino v Lendavih, smo se nekako odločili, da če ravno to ni v naši občini, da odkupimo še vinograd. Mi smo pripravili projekt Panonski vinarski kulturni center, kjer bi na eni strani naredili repliko Krajnčeve zidanice, ki jo nažalost ni bilo več možno obnoviti. Po drugi strani pa vzpostavili novo infrastrukturo tako za področje vinarstva, kot tudi za področje kulturnega turizma. Projekt je na idejni fazi občina tudi potrdila. Iščemo na eni strani sofinancerje skozi razne evropske razpise, rešujemo pa še določene zagate, ki so vezane tako na prostorsko umeščanje, kot tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Smo pa v začetni fazi takoj poskrbeli, da lahko povemo, da bomo tudi letos na tejle obeleževanju imeli vino z Miškovih goric, tako belo in rdeče, kajti zasadili smo 4000 in nekaj trsov novega nasada, ki ga obdelujemo dejansko predstavniki društev in občine Velika Polana z vsemi tistimi, tudi z prebivalci določeni iz Senožetov, kjer je Kranjec bival drugi del svojega življenja in tudi sinova se nam pridružujeta. Če ste že omenili društva, kakšno pa je sicer sodelovanje društev v občini Velika Polana? Ja, občina Velika Polana se zaveda pomena društev predvsem za kulturno, športno in druge dejavnosti, kajti mi na žalost nekih javnih institucij na tem področju nimamo. Nam so društva tista, ki s svojim delom, prostovoljnim delom ustvarjajo neki utrip tako na področju, kot že omenjeno, športa, kulture, turizma in tudi na nek način zagotavljajo protipožarno varnost. Zaradi tega jih občina skozi proračun tudi podpira in jim zagotavlja tudi prostorske pogoje za njihovo delo. Sodelovanje z društvi je dobro in upamo, da v tem času, ko eni grejo čedalje bolj izključno k materialnim dobrinam, da bo ta vrednota prostovoljstva oziroma na nek način tudi to, da poskrbiš sam za sebe, še zmeraj ohranjena v teh krajih. Prej ste že omenili tudi knjižnico, ki ste jo uredili v prostorih šole. Zakaj ste se pravzaprav odločili za ta korak, da naredite knjižnico, ki bo služila tako osnovnošolcem kot tudi ostalim občanom? Ja, knjižnica je že prej bila v prostorih osnovne šole, del splošne knjižnice na žalost zadnjih kar nekaj let ni deloval. Mi smo sedaj zagotovili nove časoprimerne prostore z novo opremo in na enem lokaciji združujemo dejansko vsebinsko dve knjižnici. To je šolska knjižnica in splošna knjižnica, predvsem zaradi tega, ker se želimo obnašati racionalno. In naš cilj je, da obiskovalec oziroma uporabnik knjižnice dobi na eni lokaciji čim več knjig, da omogočimo tudi medknjižnično izposojo, da je knjižnica tudi prostor izvajanja kulturnih in podobnih dogodkov. Nenazadnje smo pa z otroškim vrtčevskim kotičkom poskrbeli tudi za najmlajše, ki jih je potrebno tudi navajati na knjižnico, ki ni samo izposoja knjig, ampak je bistveno več. Kljub temu, da nekako drvimo v čas raznih vsebin in vsega v oblaku, se zavedam tega, da je se potrebno spustiti nazaj na zemljo in se poslužiti stvari fizični obliki, tu mislim predvsem knjig in pa raznih dogodkov in na ta način spodbuditi tudi druženje, ki je neka osnova socializacije v tem okolju. Če smo že nekako pri najmlajših osnovnošolcih, mogoče tudi srednješolcih, ali občina Velika Polana pa če kako spodbuja recimo te mlade, ki so nekako na svoji izobraževalni poti? Občina Velika Polana vsako leto razpisuje nagrade, ne štipendije, ampak nagrade za opravljanje, zaključevanje posameznega letnika
izobraževanja in možnost prijaviti se imajo v bistvu naši občani, ki pač študirajo, ne glede na to, kje. Na ta način jih mi spodbujamo. Mi smo tehtali odločitvijo, ali razpišemo 1-2 štipendiji na leto oziroma nekje tule, ko delajo ene občine. Mi smo se odločili, da je nekako bolj smiselno, da podpremo vse tiste, dejansko vse tiste, ki v določenem koledarskem letu napredujejo na svoji študijski poti. Verjetno si kot župan želite tudi, da se ti mladi, ko končajo potem fakulteto, da se vrnejo tudi v vašo domačo občino, potem tudi nekako tu delajo, skrbijo za razvoj same občine. Ja, dejansko je to naš cilj, da se mladi vrnejo, da ostanejo tule. Zavedamo se, da zaposlitvenih priložnosti v sami občini ne moremo zagotoviti za vse poklice. Zato je toliko bolj pomembno, da dejansko občine v Pomurju med sabo sodelujemo in skupaj skrbimo za to, da bodo mladi, ki se izobražujejo okrog, v tem pomurskem prostoru našli svojo zaposlitev. Na nek način tudi s poslovno cono Vildina želimo to spodbuditi. Omenjam bi še pa v bistvu staro poslovno cono podjetja LKC, kjer smo odkupili, kjer želimo skupaj partnerji narediti prostore, mogoče na en način tudi nekega spodbujevalnika zagona novih podjetij, kjer bi bila tudi priložnost za mlade, da naredijo prve korake. Tu smo zdaj na začetni fazi, delamo že tudi razgovore z ministrstvi in upam, da nam bo uspelo. Če mogoče za zaključek še enkrat pogledava v prihodnost, mogoče kratko do mandata, kakšne so vaše želje za zdaj, pa mogoče tudi še za naprej za občino Velika Polana? Moja želja je kot prva ta, čim hitreje zaključiti vse postopke oziroma dejansko smo odvisni od države, da bo država čim prej izdala vse dokumentacije, vse sklepe vezano na to, da začnemo vzpostavljati infrastrukturo za začetek zagona teh 2 podjetij, zaključimo vezano na tale inkubator, da država čim hitreje obnovi regionalno cesto Velika Polana-Gomilice, ki je naša vstopna točka na avtocesto, ki nam zagotavlja tako nove razvojne priložnosti kot tudi varnost. Tu stvari tečejo tudi pravi poti. Ne nazadnje je pa moja osebna velika želja začeti čim hitreje dialog, kar bo v kratkem, med vsemi deležniki v občini, to je na eni strani občani, na drugi strani pa tudi zaposlenimi v osnovni šoli, tako o razvojni viziji same šole kot osnovne izobraževalne institucije, kot tudi o razvojnih priložnostih in izzivih, ki jih vidijo sami občani za nadaljnje obdobje, ki sigurno ni obdobje v bistvu enega mandata, ampak je večletno obdobje. Župan, hvala vam za pogovor. Hvala tudi vam. Vam, gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.